Prej sem te hotel vprašati, kakšne primere mladostnikov, s katerimi se srečuješ, ne? Kakšne so bile take najbolj zanimive, ne vem, koliko časa že delaš, ne? Ampak v tem... Tretje leto zdaj. Tretje leto. Kakšne najbolj take, lahko rečeva, ekstremne, zanimive, lepe zgodbe, ki ti padejo na pametno? Zdaj v specifičnih primerih, valjda ne morem zdaj tu ne govoriti. Nisem mislil, da ime. Ja, to je Jože tam iz dol pri Ljubljani. Zanimivi primeri, mogoče to, in zdaj ne bom ti mladostnike, ampak starejše občane. Mi imamo tudi kar nekaj starejših občanov, ki so žrtve v bistvu. Ob enem so neki prekomerni uporabniki ali pa celo zasvojeni, ob enem so pa žrtve nekega spletnih prevara, kakokoli. Mi imamo tudi en program, Logout and Speak Out, ki se v bistvu, kjer je delo z žrtvami spletnega nasilja, ker spletno nasilje je tudi cela tema. In to je na primer en taki, več primerov smo že imeli, ko v bistvu torej starejše osebe, a veš, nek malo osamljene, in potem prideš do neke spletne strani, kjer je tam neka Marta, Marta 43, neka, ne vem, bla, 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 in potem moraš za vsako sporočilo plačati 2 evra, ne? In potem ta Marta piše in ta Marta kakorkoli, no. Tako da, teh imamo kar nekaj, tudi ljudje smo že imeli primere, kjer, a veš te, ko nekdo piše iz tujine, ne, in pošli mi, ne. Nigerijski princ. Nigerijski princ, ampak danes gre to bolj v te prevare v tem smislu, da je, da pišem jaz kot kao neki, ne vem, jaz sem vojak, neki vojak sem kao, v neki Afriki nekje in sem ostal tam in zdaj rabim neki cash, da lahko potujem v Evropo in tam bom se mi da poročila in to bo ful lepo in bla bla bla. Okay. In že po več 10,000 evrov bilo poslanih na neke, Slovenci. Ja, neverjetno. Tako da te primeri so bolj taki, zdaj pri mladih pa imaš te najbolj ekstremne v smislu tega, da ne vem, doma po 5 mišk skritih, pa 4 tipkovnice, ker so starši pač tipkovnico vzeli pa miško v smislu, zdaj pa ne moreš več gamati. Veš, mislim, načini kreativnosti, ki jih imajo ti mladi, veš. Ja, da rešijo ta problem. Ja, pa to jim njim več poliziv, nekako zdaj prijem do tega, ne. Je noro. Pol je bil, ne vem, take maško, ne vem, veš, en mesec že hodi en k meni in po enem mestu in na začetku starši so dali gor Google Family Link. Google Family Link je aplikacija za starševski nadzor, to pomeni, da torej starši lahko kontrolirajo, koliko otrok je gor, pa vidijo, kje je uporabljal, pa lahko mejijo, pa bla, bla, bla. In on po enem mesecu, se v bistvu jaz si tako to sam štelam, pa sem like, what? Kaj si tam slušaš? Ja, se pač preko maminega Gmaila grem not, ne pa. Ja, se prav prišel do maila, vidite. Starši danes, naprimer, tudi kao poprašam, pogosto je, da otroci vedo več gesel od staršev, kot starši vedo gesel od svojih otrok. Otrok ima dostop do Gmaila, službega, do bla, 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 pa ko starš hoče odklene telefon, pa ne ve, koliko ima. Ja, se to jaz nimam otrok, ampak čisto laično se mi ne zdi trajnostni pristop k reševanju te problematike, ker doma imaš malega hekerja, a ne? Ti se pa greš z njim v bistvu igro, ki je on 100krat boljši, a ne? In ti mu hočeš omejiti in on bo pač iskal načine, kako ta sistem izigrati, ne? Bolj trajno se mi zdi pač odkrita komunikacija in podobno. Točno to. Ja, ne, mislim, res je to. To je pogovor, dober zgled, nasloviti, dogovoriti te stvari. No. Primeri še. No, potem tudi tak je, da naprimer doma se odzame naprava in potem pač se gre igrati v Baby Center ali pa v Big Bang, kako so še imeli včasih. Pač in cele dneve pač se tam igra pol. Zanimivo. Ja, tu en note, da če odzamete napravo otroku, ki igra 10 ur na dan, potem imejte pripravljeno alternativno aktivnost. Tako starši to včasih vzamejo, pa so taki, se bo pa zdaj šel ven, pa se bo zdaj knjige bral. Ja, ne bo se to zgodilo čez noč. To sem te mislil vprašati malo, če kakšni starši tega podcasta ne poslušajo toliko spet starejši, ampak so nekaj jih je, pa nekaj od njih so. Bodoči starši, super. Kakšne napake najpogostejše vidiš, eno si opredelil zdaj, strani staršev, ki se poprijemajo s to problematiko, ne? Da imajo otroka, ki je preveč na napravah? Začne se že od malih nog.
od 0 do 2 let, torej ko se rodimo pred 2 leti, je naš predlog nič naprav, nobenega zaslona. Od 0 do 2. Okay. Ja, mislim, do drugega leta, ne 0 do 2. Nekaj vizualno spomnim se, ko imamo smernica, piše nič do 2 let. Ne, bolj sem mislil tako, to se mi zdi čist normalno, pač do 2 let. Ne, ja, mislim, mogoče se ti, ampak ni pa to nujno, še posebej pri mlajših starših je, naprimer, se naprava lahko uporablja kot pomirjanje, torej otrok noče jesti, ali pa noče, ne vem, nekega opravila, zobkov čistiti ali pa kajkoli in se zdraven da risanka na YouTube ali pa kaj, ne. Not good idea. Not good idea do 2 letih. Do 2 let nič stika, ker vsaka minuta, ki jo otrok porabi za zaslono, je minuta, ki jo otrok ne bo porabil za interakcijo s svetom. In teh prvih 2 letih mora biti tem več torej izkustvenega učenja, ne, hoditi okrog, govoriti, blablatati, padati, karkoli, raziskovati, eto, ne. Vse, kar je pa zaslon, je pa vsaka minuta je vzeta stran torej od tega. In ne bo tudi, študije kažejo, ne bo dobenega benefita od tega, ne. Včasih mogoče starši mislijo, aplikacije za učenje jezika, pa ne, mali Martin bo zdaj ne začel pa ne, japonsko govoriti. Ja, japonsko govoriti, ne, pa v bistvu nima dobenih dokazanih. Tako da to, kar se otrok s tem nauči, je potem ne, da v bistvu to nelagodje, ki bi ga otrok mogel sam pri sebi se naučiti sprocesirati, ne, torej da tam sedim, pa pač moram ta dolg čas, pa nelagodje nekega čist normalnega opravila, prehranjevanje, čiščenje, karkoli, sedenje na miru, ne, ga v bistvu naučijo se pri sebi, jaz to pomirim s tem, da gledam neko napravo. Ne. Imaš tudi en posnetek, smo zadnjič na konferenci glih videli, ko je bil kar scary malo, ko dojenček se dere, pa brca neke in mu starš samo da tako telefon in naenkrat tako cuf. In mu telefon zame in spet nazaj. Ne. In so to, ne, ti starši so to snemali v smislu tega, gled, veš, tako, ne kot smislu opozarjamo na to. Niso videli resnost v temu. Tako da to staršem tudi čist praktičen predlog, prve naprave naj ne bodo last otrok. Torej ne, mali tinček dobi za darilo od babice telefon ali pa tablico, ne, se pa bo, ne, pa to je za njegovo, ne, ali pa je... Za šolo rab. Za šolo, za šolo rab, ne. Ali pa je mali tinček to konstantno zbiral ta denar, ne, da bo zdaj naj prihranjevanki in si ga kupi s svojim denarjem. Zelo odsvetujemo, ker takoj, ko je otrokova lasto, ko otrok dojema, to je zdaj moje, so tu zelo teženi procesi kakršnega koli dogovarjanja. Tako da prva naprava, ki jo otroku kupimo, naj bo naša in jo dajemo otroku v posojo. Veliko lažje se pa lahko odgovorimo, tudi otrok bo bolj pazil na to, naj ni to potem moje, jaz imam, da si otroci vejo, da imajo otrokove pravice, veš, to ni zdaj, jaz imam otrokove pravice, kako mi zdaj ti jemleš napravo, ne. To bom parjavo na socialno delo. Ja, zdravo, starši mi ne dajo naprave. Potem pa to, ne, vzor. Velikokrat se, pa pogosto dobim med predavanjem ali pa tudi zadnjič, ko smo bili na konferenci, ne, vprašanje vmes prije, TV se tudi tu zraven šteje. TV so tudi zasloni, ne. Sploh zdaj, ko so YouTube gor, ne. Zdaj, ko imaš pametne TV-je, zdaj pa gremo, ne. To v bistvu so aplikacije Netflix, gor, YouTube, in potem starši, naprimer, starši preživijo 4 ure na dan popoldan pred televizijo, ne, pa prinesejo svojega otroka, ki 4 ure igra k nam in pač ima on, to je zelo velik argument njegov, ne, zakaj bi jaz mogel prenehati, če pa vi tako gledate. Vi pač to delate, jaz pa to delam, smo isti. Tako da starši tu absolutno skletno, ne, naša uporaba naprav se bo zrcalila v njih, ne. Tudi en posnetek videl, ko ena ne vem, po mojem 3 leta stara, 2 leti stara, v zadnjem zidu avta sedi pa ugasen telefon, ne pa, ne, kao da se, ne. Kje si se to naučil, ne, kje si to pobral, ne?